Zdaj pa na vrsti nov prispevek našega čisto novega korespondenta. Preden se nam je pridružil, je delal za tako ugledne hiše, kot je BBC in CNN. To si vsaki oddaji želim reči, ampak ne moram. Enkrat bo to res. FML. Do takrat pa se bomo morali zadovoljiti z novim prispevkom dobrega, starega in neznosnega Lukija. Ojoj, a bo za ta mesec pa tako. Pozdravljeni. Vsi potrebujemo denar za to, da živimo in vsi ga moramo nekje shranjevati. In shranjujemo ga seveda kje drugje kot na bankah. Bank pa poznamo več, zdaj so že te semenske banke, Lego banke, Piggy banke, to so te šparovčki, slabe banke, imamo pa tudi dobre banke. Te banke, ki v bistvu skrbijo za naš denar in za to, da si ga lahko tudi daj sposodimo. Ampak kako se je pa vse skupaj začeli? Katere so bile te prve banke, prvi ljudje, ki so dejansko začeli denar posojati? Dajmo zvedeti. Denar skozi zgodovino je prišel v različnih oblikah. Kot vemo, so ljudi včasih plačevali s pivom, pšenico, soljo, kasneje pa tudi s pravim denarjem iz kovin. Ampak kje se je vse začelo? V Mezopotamiji so na primer denar posojali in hranili bogate družine. Rimljani so ga najraje hranili kar v templih, kajti verski skupnosti se je zaupalo. Grki so pa poznali menjalnice denarja in pa zastavljalnice. Do pravega bančništva bo pa trajalo še kar nekaj časa. Vse tja do 12. stoletja. Srednji vek, vojne, lakote, naravne katastrofe, kuga, križarske vojne in mednarodno bančno poslovanje. Morda ste že slišali za njih. Mogočni bojevniki, zaščitniki vere in svete dežele, začetniki mednarodnega bančništva, kot ga praktično poznamo danes, eni in edini, mogočni vitezi, templarji. No, samo 90% jih je bilo v bistvu računovodij in administratorjev. Vitezi templarji so bila prva organizacija, v bistvu mednarodna organizacija, ki so imeli bančni sistem, na katerih temelji sistem modernih bank. Tako da ste lahko tudi mednarodno denar posojali. Niso pa smeli zaračunavati obresti. Tega papež ni dovolil. Ni bilo zelo krščanstvo. Ljudi se ne sme izkoriščati. Pri vitezih templarjih ste lahko na primer denar položili v Parizu, se odpravili na dolgo in nevarno pot v sveto deželo in potem recimo v Jeruzalemu z čekom dvignili denar. No, seveda so vam tudi kaj zaračunali vmes, ne pa obresti. Na nek način bi lahko rekli, da so bili vitezi templarji nekako prvi bankomati zgodovine. Samo v oklepu. Oklepni bankomati. Halo? Jure? Jezen je. In že smo v Italiji. Čas renesanse, Firence, kjer je bančništvo malce bolj civilizirano. Morda zato, ker je že v 15. stoletju in njim treba, da jim bodo glave odrezali. Družina Mediceji imajo po Evropi polno poslovalnic. Ampak sprašujete se, kako so pa preverjali te čeke, da ni prišlo do goljufij, interneta še ni bilo, kaj šele telefonov. Medicejci so vsako poslovalnico poslali enega svojega družinskega člana. Te so pa med seboj dobro poznali svoje rokopise. A je to podpis od Mariota? Mislim, da je podpis od Mariota. V redu je, gospod, tu imate vaš denar. Važno, da vse ostane v družini, La familia. No, za prvo centralno banko, nekako državno banko, velja pa Bank of Amsterdam. Amsterdamska banka, ustanovljena 1609. Po njej so se potem zgledovali Bank of England, se pravi angleška, nemška in tudi na koncu Banka Slovenije. Pri njej so lahko odpirali račun tudi čisto sleherni ljudi. So pa na začetku Nizozemci not verjetno hranili tulipane. Oni so bili čisto zmešani na tulipane. Ampak to je spet neka druga zgodba. Važno, da imamo banke. Banke so res eden stebrov naše moderne družbe, brez katerih se življenja sploh ne predstavljamo. Hranijo naš denar in nam ga posojajo, da si lahko kupimo avto, zgradimo hišo ali pa se izobražujemo.
In danes je na trgu toliko bank, da jaz vam res ne znam svetovati, katera je prava za vas. Lahko vam pa povem le eno, v kar sem siguren, da najslabša banka je definitivno tole. Za sodelovanje se zahvaljujemo Muzeju bančništva Slovenija Bankariju. O ne, to sem si od Godlerja sposodil, moramo vse vrniti, spet me bo tepel. Sej so vsi kovančki. Moje. Ja, ne vem, kako se on definira tekst. Ker to moraš konstantno, jaz ga sam mahnem enkrat. Danes lahko prvič rečem upravičeno, to je to za ta denar. A vas tudi spominja Luki na enega, ki prodaja erotične revije? Tako. A ni tak, s klobuhom, tak? Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.